Kamničanke in Kamničani se v mesecu novembru že tradicionalno na številnih poteh spominjamo majstrove dediščine. Letošnje leto, 23. november, državni praznik, dan Rudolfa Maistra, obeležujemo na drugačen način kot običajno, a vendarle nič manj s ponosom in spoštovanjem do dejanj generala Maistra in njegovih borcev. Glede na trenutno epidemiološko situacijo in navodila ter priporočila pristojnih institucij, žal nismo mogli izpeljati osrednje slovesnosti, a smo se vseeno odločili, da se ne predamo. Žal nam razmere v mesecu marcu niso dovoljevale podeliti občinskih priznanj, zato bomo tako letošnje občinske nagrajence, kot tudi nagrajena dela učenk in učencev osnovnih šol 7. nagradnega razpisa veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda umestili v današnjo video vsebino, namenjeno obeležitvi državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra. Ob tej priložnosti vam tako občina Kamnik v sodelovanju z Domom kulture Kamnik in Mladinskim centrom Kotlovnica namenja video vsebino, kjer bomo državni praznik, dan Rudolfa Maistra, ta tako pomemben dan za Kamničanke in Kamničane, za Slovenke in Slovence, na dostojen in razmeram primeren način obeležili ter obenem podelili tudi občinska priznanja, ki jih žal zaradi epidemioloških razmer nismo podelili v mesecu marcu. Živi naj si narodi, ki hrepeni dočakat dan, da kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, neurakle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, neurakle sosed bo. Neurak le sosed bo mejak. Slovenecem, Slovenecem, tako je mati djala, ko me je dete pestovala, ko me je dete pestovala. Zatorej dobro vem, Slovenecem, Slovenecem. Zatorej dobro vem, Slovenecem, Slovenecem. Slovenecem, Slovenecem, jaz ljubim očetnjavo, gorim za njeno čast in slavo, gorim za njeno čast in slavo. Kar čutim, to povem, Slovenecem, Slovenecem. Kar čutim, to povem, Slovenecem, Slovenecem. Slovenecem, Slovenecem, od zibeli do groba, ne gane moja se zvestoba, ne gane moja se zvestoba. Da vsegdar reči smem, Slovenecem, Slovenecem. Da vsegdar reči smem,
slovinec sem, slovinec sem. Razmere v mesecu marcu nam žal niso dovoljevale, da bi izpeljali načrtovano slavnostno sejo. Zato smo se odločili, da na virtualni način, a z nič manj spoštovanja do dela in vloženega truda letošnjih nagrajencev, pokažemo, kaj vse zmorejo in kako s svojim delovanjem bogatijo našo lokalno skupnost. Resnično smo jim lahko hvaležni. Mnogi nam namreč dajejo navdih in na poti predano uresničujejo svoje cilje. S hvaležnostjo lahko rečemo, v kakšnem čudovitem kraju živimo in kako izjemni ljudje živijo tu. Ponosni smo nanje. Ponosni smo tudi na naše najmlajše, ki so v mesecu marcu v okviru nagradnega natečaja Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda, ki se dobro zaveda, da je treba narodno zavest spodbujati že od malih nog, sodelovali na 7. nagradnem razpisu veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda, tokrat z naslovom Kamnik v osamosvojitveni vojni. Komisija, ki je vodila postopek izbire najboljših del učenk in učencev kamniških osnovnih šol, je odločila o nagrajencih. Slednji pa so s strani predsednika koordinacijskega odbora gospoda Janka Brinovca prejeli priznanja. Danes podeljujemo posebna priznanja učencem osnovnih šol občine Kamnik, ki so sodelovali na 7. natečaju domoljubnih in veteranskih organizacij občine. Zaradi koronavirusa zaradi te situacije drugače te zadeve nismo mogli izpeljati. Zahvaljujem se za številčno sodelovanje na tem natečaju, na 7. natečaju z naslovom Kamnik v osamosvojitveni vojni. Priznanja za najboljše likovno delo so prejeli Eva Rojc, 5. razred osnovne šole Toma Brejca, mentorica je bila Mateja Pučnik-Belavič. Lija Osolnik, 8. razred osnovne šole Frana Albrehta pod vodstvom mentorice Ana Marije Rčul. Priznanje za najboljše literarno delo pa Ivona Lederer, 6. razred osnovne šole Toma Brejca z mentorico Živo Blatnik in Julija Maver, 8. razred osnovne šole Marije Vere z mentorico Majo Drolec. Iskrene čestitke, mladi ustvarjalci, junaki, ki se zavedate pomena in dejanj, ki so vodila v to, da lahko danes živimo v samostojni Republiki Sloveniji. Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, lepo pozdravljeni ob današnjem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, ko se na drugačen in poseben način, a vendarle z velikim spoštovanjem ter s ponosom spominjamo dejanj kamniškega rojaka in njegovih borcev. Letošnje leto nažalost ni naklonjeno, da bi se v živo srečali, ampak bomo slovesnost, lahko bi rekli, izpeljali na sodoben, virtualen način. General Rudolf Maister je bil človek dejanj, človek brezmejnega poguma, ki se ni predal, predvsem pa se ni bal. V eni od svojih pesmi je zapisal takole: In nihče ni vprašal, skod fantje gredo, kdo v strahu za njimi plače, in nihče ni vprašal, če vrnejo se kdaj pod ljube se strehe domače. Bil je domoljub in človek, ki je z drznimi dejanji, tudi z umetniško dušo in odločno besedo, skupaj s soborci premagal še tako nepremagljivo. Tudi veteranske in domoljubne organizacije občine Kamnik, to so Društvo General Maister Kamnik, Združenje slovenskih častnikov Kamnik Komenda, Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo Kamnik Komenda in Policijsko-veteransko društvo Sever, odbor Kamnik, v okviru koordinacijskega odbora razvijajo in ohranjajo domoljubje, za kar sem jim izredno hvaležen in se jim na tem mestu iskreno zahvaljujem. Tekom te slovesnosti pa se spominjamo in pozornost namenjamo tudi sodobnikom, ki tako ali drugače zaznamujejo naše okolje. To so letošnji občinski nagrajenci. Slednjim namreč v marcu ob občinskem prazniku
nismo podelili priznanj, pa vendar jim jih z veliko zahvalo in iskreno mislijo, da so nepogrešljivi gradniki kulture in dediščine naše občine, izročamo sedaj. Zato mi dovolite, da se vam, spoštovane nagrajenke in nagrajenci, iskreno zahvalim, da delate našo skupnost bogatejšo. Ker nam ni bila dana možnost, da bi se ob letošnjem občinskem prazniku spomnili na pomembne investicije in premike občine Kamnik v preteklem letu, naj vseeno na tem mestu nekaj misli namenim tudi razvoju naše občine, občine Kamnik. Kar nekaj pomembnejših investicij in premikov se je zgodilo v letošnjem letu, pa vendar je ena od pomembnejših usklajevanje pogodbe o možnosti nakupa zemljišč znotraj Smodnišnice, za katere izkazuje interes občina Kamnik. Trenutno smo v zaključni fazi. Zadeva je precej kompleksna in zato je tudi postopek nakupa primerno dolg. Vendar sama dolžina postopka nima tolikšnega pomena, kot ga ima sama odločitev, da se je občina Kamnik odločila za lastniški vstop na območje nekdanje Smodnišnice. Južni del nekdanje Barutane ter zemljišča, po katerih potekajo oziroma so v strokovnih podlagah predvidene glavne prometne povezave znotraj območja Smodnišnice, imajo za občino Kamnik zagotovo dolgoročen strateški pomen, saj gre za ogromen kompleks nekdanje Smodnišnice in nejavna infrastruktura bi dolgoročno pomenila, da bi območje ostalo zaprta cona brez možnosti za javno širitev. Potreb je v občini Kamnik precej in veliko več, kot imamo sredstev, vendar nakup zemljišč znotraj Smodnišnice sodi med tiste prioritete, ki jih verjetno, ukolikor se ne realizirajo zdaj, v bližnji prihodnosti ne bo mogoče izvesti. Ujeli smo zadnji vlak in prepričan sem, da bomo to področje v prihodnjih letih primerno razvili. Največji projekt, ki nas čaka, je zagotovo izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta. Z racionalizacijo projekta smo prišli na nižjo oceno vrednosti investicije. Racionalizacija projektov v višini okoli 3 milijonov evrov nam daje resen temelj za nadaljevanje in realizacijo izgradnje. Občinsko vodstvo načrtuje pripravo razpisa za izbiro izvajalca v začetku leta 2021 in sicer s ciljem, da se po koncu letošnjega šolskega leta prične z gradnjo. Vlada Republike Slovenije je na predlog občine Kamnik izgradnjo osnovne šole Frana Albrehta predlagala v vključitev med prioritetne projekte pomembne za regionalni razvoj Republike Slovenije. Zato verjamem, da nam bo država pri financiranju izgradnje pomagala. V javnosti se večkrat omenja gradnja prizidka, pa obnova stare šole, kar pa od začetka zasnove do danes ni bilo nikoli v načrtu, čeprav bi bila morda to finančno ugodnejša rešitev. Zasnova nove osnovne šole Frana Albrehta Kamnik je namreč predvidena kot novogradnja že vse od začetka, torej od leta 2007. Če bo vse potekalo torej po časovnici, bomo in če bodo občinske svetnice in svetniki na novembrski seji občinskega sveta podprli investicijski program, bomo z gradnjo začeli v naslednjem letu. Glavni izziv za našo občino je v zadnjem letu bil in bo tudi v prihodnje ohranitev čiste pitne vode. Letos smo naredili veliko, vsekakor pa ni samoumevno, da nam je čista pitna voda podarjena. Sleherni občan mora z njo ravnati skrbno. V letošnjem septembru je prišlo do nenadnega zmanjšanja izdatnosti vodnega vira na vodovodnem sistemu Iverje. In šele v takšnih trenutkih se zavemo, s kakšno odgovornostjo in strokovnim zavedanjem moramo ravnati z vodo. Na podlagi pridobljenih strokovnih podlag in raziskav vodnega zajetja Iverje smo ugotovili, da bomo morali za zagotovitev izboljšane izdatnosti zajetja Iverje izvesti 3 globoke črpalne vrtine, preko katerih bomo zajeli podzemne vode. Z izvedbo le-teh bo zajeta podzemna voda v globokem vodonosniku, ki ne bo v soodvisnosti od vodostaja, s tem pa bo oskrba s pitno vodo bistveno izboljšana, saj bo neodvisna od stanja rečnega korita in količine vode v reki Kamniški Bistrici. Cilj občine Kamnik je pristopiti k trajni zaščiti vodnih virov in vsem občankam in občanom zagotoviti kakovostno in čisto pitno vodo. V osnutku proračuna za leto 2021 smo že umestili sredstva za izgradnjo prve črpalne vrtine in tako nemudoma pristopili k reševanju te problematike, saj je voda osnovna življenjska dobrina.
Potencial razvoja občine Kamnik je prvenstveno tudi razvoj turističnih biserov, med katerimi so prav gotovo dolina Kamniške Bistrice in Črne, Tuhinjska dolina s termami Snovik, Motnik, Špitalič in Tunce, mestno jedro z Zaledjem, prav posebno mesto med turističnimi potenciali pa ima prav gotovo Velika planina. V mesecu juliju je bil na dovozni strani planine uveden plačljiv sistem parkiranja z namenom ohranjanja, razvoja in spodbujanja turizma na področju Velike planine. Slednja namreč predstavlja edinstveno naravno in kulturno dediščino, katere ohranitev je izrednega pomena. Upravljalec in vzdrževalec parkirišč Velika planina d.o.o. bo večji del pobranih sredstev v prihodnje namenil vlaganju v infrastrukturo in razvoj območja Velike planine. Med letošnjimi večjimi investicijskimi vlaganji na področju Velike planine je treba omeniti tudi zamenjavo nosilnih vrvi, s čimer smo podaljšali obratovanje nihalke vsaj za naslednjih nekaj 10 let. V mesecu septembru sta občini Kamnik in Komenda skupaj z gradbenim podjetjem Graditelj podpisali gradbeno pogodbo za izgradnjo zbirnega centra Suhadole. Na podlagi gradbene pogodbe v vrednosti 1 147 000 evrov stroške ureditve skupnega zbirnega centra krijeta obe občini. Občina Kamnik v 79%, občina Komenda pa v 21%. Izgradnja skupnega centra za ravnanje z odpadki je rezultat dobrega sodelovanja med občinama in predvsem dobrega sodelovanja med obemi občinskimi upravami, na kar sem izredno ponosen. Do izgradnje je prišlo tudi zaradi pobude takratnega poslanca magistra Mateja Tonina v preteklih letih, torej da je namesto prej obvezne izgradnje zbirnega centra v vsaki občini na podlagi spremembe zakonodaje sedaj možno na področju 2 občin z istim koncesionarjem zgraditi en skupen zbirni center. Na ta način smo del sredstev prihranili in modern zbirni center bo izboljšal kvaliteto bivanja in odlaganja ter zbiranja odpadkov. V novo zgrajenem zbirnem centru bo oddaja odpadkov za občanke in občane bolj prijazna, vzpostavljen bo tudi kotiček ponovne uporabe odpadkov, celotna površina z nameščenimi zabojniki pa bo pokrita z nadstrešnico. Kamnik je tudi mesto športnikov, tako vrhunskih kot tudi rekreativnih. Na področju športa in vlaganja v športno infrastrukturo smo v lanskem letu skupaj s Fundacijo za šport obnovili zunanja odbojkarska igrišča pod Skalco, na štadionu Prijateljstva v Mekinjah pa smo uredili novo razsvetljavo. Pripravljamo pa tudi projekte za posodobitev druge športne infrastrukture. Občina Kamnik je izjemno ponosna na številne kulturne ustvarjalce. Kultura ima vendarle zgodovinski in družbeni pomen. Kultura ustvarja tako identiteto naroda, kot tudi identiteto lokalne skupnosti. Je temelj narodne identitete in ima ter je imela pomembno moč pri obstoju slovenskega naroda. Tudi občina Kamnik se dobro zaveda, da je kultura tista, ki je pomembna pri razvoju naše lokalne skupnosti. Zato smo se v letošnjem letu pridružili kandidaturi za naziv Evropska prestolnica kulture 2025, ki jo pripravljamo skupaj z mestno občino Ljubljana. Evropska prestolnica kulture 2025 izhaja iz širšega pojmovanja, saj kulturo povezuje tudi z drugimi sektorji, torej s socialo, s turizmom, z gospodarstvom. Občina Kamnik se v kandidaturi predstavlja z 2 projektoma, to je Mekinjski samostan in kreativna četrt Borutana. Z vsebinami Mekinjskega samostana bomo opozorili na dediščino tega sakralnega spomenika, na zgodovinski pomen redovništva in zlasti vlogo sester v izobraževanju mladih. Mekinjski samostan bo tako primer povezovanja sakralne dediščine s sodobnostjo. Drugi projekt, ki ga je prijavil Mladinski center Kotlovnica, pa je kreativna četrt Borutana. Urbani izbruh v industrijski dediščini, v okviru katerega bomo pred propadom rešili eno od stavb nekdanje kemijske industrije Kamnik, oziroma nekdanje smodnišnice, ki je v mestu delovala od leta 1852 do leta 2008. Z vidika vključevanja različnih umetnostnih praks, tako preko Mekinjskega samostana, kot tudi preko kreativne četrti Borutana, vzpostavljamo sinergije med sodobnim in tradicionalnim umetniškim izrazi ter gradimo umetniško identiteto mesta.
Gre za dve izjemni okolji za ustvarjalnost, ki bosta ob morebitni potrditvi naziva Ljubljana Evropska prestolnica kulture 2025 predstavljali pomemben prostor za izvedbo različnih prireditev za celotno regijo. Kamnik ima izjemno naravo, izjemne ljudi in izjemno dediščino. General Rudolf Maister Vojanov je bil junak, ki nam je ohranil dobršen del severne Slovenije in Štajerske, ter s tem naredil temelje za ohranitev slovenskega naroda in slovenske besede. Tega ne smemo pozabiti, a tudi tega ne, da so danes med nami drugi junaki, z veliko začetnico. V času, ko se borimo proti tako imenovanemu koronavirusu, nevidnemu sovražniku, ki seje tudi smrt, so med nami junaki, ki delajo, da je nam vsem lažje. To ste vi, nepogrešljivi občanke in občani, ki delate v zdravstvu, civilni zaščiti, policiji, gasilstvu ter v vseh službah zaščite in reševanja, v farmaciji, gradbeništvu, sektorju energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanje okolja, šolstvu, predšolski vzgoji ter informacijsko-komunikacijskih omrežjih, pa tudi čistilke in čistilci, smetarji, peki, trgovke in trgovci. Prostovoljci in vsi, ki upravljate delo, da imamo v Kamniku kljub krizi kvalitetno življenje. Tudi kulturni ustvarjalci, kot vidite danes, se niso predali in si lahko ogledamo slovesnost, ki upam, da ne bo postala stalnica. In se bomo kmalu lahko gledali in družili v hramu kulture, v občine Kamnik, to je v Domu kulture. Vsi si zaslužite veliko zahvalo. Zaradi njih, spoštovane Kamničanke in Kamničani, upoštevajte prosim navodila in priporočila, ki nam jih narekujejo pristojne inštitucije. Občinski štab civilne zaščite je že od marca delal vse za to, da Kamničanke in Kamničani ostajate kar se da zdravi. A skupaj bomo zmogli le, če se bomo dosledno in načrtno ter na vsakem koraku držali navodil. S tem bomo pomagali vsem službam zaščite in reševanja in pomoči in s tem bomo pomagali predvsem zdravstvenim delavcem, ki imajo imena in priimke in delujejo v zdravstvenih domovih, bolnišnicah in domovih za starejše občanke in občane, ter drugih ustanovah za oskrbo ranljivih posameznikov naše družbe. S tem bomo pomagali slehernemu občanu in občanki občine Kamnik, državljanki in državljanu Republike Slovenije. Zato živimo odgovorno. Vsem želim ponosno praznovanje v Kamniku, Maistrovem mestu. Pot ne vpraša, kot hodil si nekoč. Pot popelje včasih k sebi, drugič proč. Pot popelje včasih k sebi, drugič proč. Dež na listje, ki prekrije mojo sled, solze obije, svet boji, da dal bo med. Glas poletja, obroki vzvalovi, risa z vode, pomni dan, minuti ni. List jeseni, zadnji kamen okrasi. Pot prekrije, kar bilo je, nič več ni. Pot prekrije, kar bilo je, nič več ni. Smisel, namen in pomen spomina na velikega Slovenca, zglednega domoljuba, generala in pesnika Rudolfa Maistra Vojanova častno ohranja Zveza društev General Maister. Občina Kamnik se je skupaj z Zvezo in Mestno občino Maribor v letu 2017 s podpisom listine tripartitnega dogovora
sporazumela o skupnem podeljevanju spominskega priznanja generala Rudolfa Maistra. Priznanja za večletno delo oziroma za izjemne zasluge letos prejmejo Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slovenskih Goricah, Prva gimnazija Maribor, dr. Marjan Toš, Bogdan Urbar, posthumno. Priznanja naj bi bila podeljena v Mariboru, pa vendarle je prav, da se jih spomnimo tudi v Kamniku in jim ob tej priložnosti čestitamo za trud in prizadevanje pri ohranjanju spomina, sporočilnosti ter veličine generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev. Pot po Kamniku. Pot po našem srednjeveškem mestu je lepa. Še lepše pa je videti, kaj vse zmorejo njegove prebivalke in prebivalci. Kaj vse pa zmorejo letošnji občinski nagrajenci? Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predloge, ki so prispeli na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj občine Kamnik za leto 2020 in predlagala občinskemu svetu, da v letu 2020 podeli 3 srebrna in 1 bronasto priznanje občine Kamnik. Občinski svet občine Kamnik je predloge komisije potrdil. Občinski svet občine Kamnik podeljuje Marti Grkman Repolusk srebrno priznanje občine Kamnik za izjemno pedagoško delo na področju bralne kulture in pozitivno, ustvarjalno ter kakovostno sooblikovanje kamniške kulture. Marta Grkman Repolusk je knjižničarka na osnovni šoli Toma Brejca. Dolga leta pozitivno, ustvarjalno in kakovostno sooblikuje kamniško kulturo. Njeno delo presega zgolj delovne obveznosti, saj prepleta življenje svojih učenk in učencev z življenjem knjižnice. Vsa leta organizira dejavnosti, v katere so poleg otrok vključeni tudi starši in lokalna skupnost. Učenke in učence aktivno spodbuja k branju in s svojim delom zaznamuje tudi lokalno skupnost. Izven šole soorganizira različne kulturne prireditve, ki pripomorejo k razvoju bralne kulture, organizira rokodelske sejme in sejme z ročnimi izdelki ter ustvarjalne tabore v poletnem času za otroke zadnje triade. Marta Grkman Repolusk si zasluži priznanje za delovanje v lokalni skupnosti in zaradi svojega dolgoletnega pedagoškega dela na področju bralne kulture, ki je inovativno, kakovostno in odmevno, za kar je leta 2016 prejela nagrado Sončnica na rami. Upam, da sem v otrocih pustila drobno sled, da sem morda zanetila iskrico navdušenja nad branjem, morda odstrla košček prijaznosti in ga vzbudila v ljudeh, ki jih na poti srečujem. Vesela bom, če bom med mladimi koga navdušila in bo nadaljeval moje delo. Iskrena zahvala pa velja vsem prijateljem, stanovskim kolegom in družini, ki so moj navdih in moja ljubezen. Občinski svet občine Kamnik podeljuje Tereziji Mali srebrno priznanje občine Kamnik za izjemno poslanstvo in delo ter doprinos k turistični in kulturni prepoznavnosti občine Kamnik. Terezija Reska Mali je pomemben most povezovanja med starim izročilom življenja pastirjev na Veliki planini, saj kot pastirica že 35 let aktivno omogoča tako domačim kot tujim obiskovalcem avtentično doživetje Velike planine. Leta 2019 je v poletni sezoni kljub častitljivi starosti naredila preko 200 trničev, ki so iz njenih rok romali po vsem svetu. Reska Mali kot dodana vrednost Velike planine sodeluje s številnimi turističnimi ponudniki v občini Kamnik in širše, saj se nanjo obračajo mnoge turistične organizacije in posamezniki, da jim prikaže izdelavo tradicionalnega sira z Velike planine na pristen način. Z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik sodeluje na področju promocije in dodatnega izobraževanja za ponudnike sira trnič,
ki se od leta 2014 prodaja kot osnovna sestavina receptov blagovne znamke Okusi Kamnika. Reska Mali je s svojim delom ter življenjskim poslanstvom ohranjati živo etnološko izročilo močno zaznamovala ugled in razvoj kamniškega in tudi slovenskega turizma. Brez nje bi lahko na Trnič pozabili. Vedno je bila pripravljena sodelovati pri promociji Kamnika kot turistične destinacije, tudi onkraj domačih meja. Njena podoba, pastirice pri izdelavi Trniča, je prisotna v marsikaterem turističnem prospektu, na plakatih, letakih in promocijskih turističnih spotih, ki v svet ponesajo avtentičen in unikaten turističen produkt. Njena osebnostna vrlina se kaže v skromnosti in predanosti ljudem, ki so željni pristnih doživetij iz preteklosti, in mnogokrat je svoje poslanstvo opravljala volontersko. Reska Mali je topla oseba, ki je Trnič vedno delala s srcem. V vsako kepico Trniča, ki je simbol ljubezni, je vnesla del svoje topline. Boris Selko je svoje življenjsko delo posvetil mestni godbi Kamnik, v kateri kot član igra že 38. leto in je v njej opravljal naloge gospodarja, tajnika, podpredsednika in do 2019 več mandatov predsednika. Kot dolgoletnega predsednika mestne godbe Kamnik, podpredsednika in zdaj predsednika Zveze slovenskih godb sta ga vselej zaznamovali poštenost in dosledna nepristranskost. V delovnih telesih Zveze slovenskih godb je pričel delovati kot član častnega razsodišča, zatem je bil leta 2015 izvoljen za podpredsednika, leta 2018 pa za predsednika. Kljub temu pa pri svojem delovanju v Sloveniji, zamejstvu in pri mednarodnih partnerjih izkazuje kamniško identiteto in pripadnost mestni godbi Kamnik kot njen redni član. Boris Selko se je uveljavil tudi kot ustanovitelj in pevec zelo znane pevske zasedbe Klapa Mali grad, ki deluje od pomladi 2003 in je ena prvih zunaj Hrvaške. Poleg tega je član predsedstva Zveze kulturnih društev Slovenije in član sveta Kamniške območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Za svoje delo je doslej prejel številna priznanja: bronasto, srebrno, zlato in častno Galusovo značko, zlato medaljo Zveze slovenskih godb, zlato medaljo Bojana Adamiča in medaljo za zasluge Mednarodne glasbene zveze CISM. Konec leta 2019 pa je ob 70-letnici policijskega orkestra od Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Generalne policijske uprave Republike Slovenije prejel častni znak. Boris Selko s ponosom opravlja poslanstvo godbenika. Pod njegovim predsedovanjem se je mestna godba Kamnik pomladila, dobila jasno začrtano pot ter se proslavila s turnejami v Španijo in na otok Vis, vsako leto priredi več koncertov in sodeluje z znanimi glasbeniki in glasbeno šolo Kamnik. S svojimi nastopi pa vselej zaznamuje vse večje protokolarne občinske in državne dogodke v občini Kamnik. Torej, na tem mestu bi se rad zahvalil tako predlagateljem kot občinskemu svetu, seveda celotni občini Kamnik in županu za to priznanje, za katerega lahko rečem, da sem ga vesel. Vesel sem pa zato, ker je podeljen človeku, ki dela v kulturi, in gledam na to, da to priznanje nisem prejel samo jaz, ampak vsi tisti, ki se v teh časih, ki niso ravno naklonjeni naši dejavnosti, nagradi tudi ljudi, ki to počnemo. Seveda na tem mestu tudi zahvala sem tistim, ki so to mojo godbeniško pot začeli, me navdušili, moj prvi mentor in dirigent Leander Pegan,
Ernest Kvartič, legenda Johan Novlšek, vsi ostali dirigenti in vsi tisti, ki sedaj že skoraj v 40 letih sodelujem z njimi tako v mestni godbi Kamnik, kot tudi sedaj kot predsednik Zveze slovenskih godb sodelujem tako z njimi v Sloveniji kot onkraj meje, kajti tudi zamejski orkestri sodijo v našo zvezo. Še enkrat hvala vsem, ki me podpirate, ki ste me pripeljali do tega, da moja dejavnost pomeni tudi to, da opravljam delo v godbeništvu in še enkrat hvala vsem, tudi mojim sodelavcem iz godbeništva in kot rad večkrat zaključim moje stavke, takrat, ko sem nekje uradno ne živijo slovenske godbe, kajti to priznanje je tako tudi njihovo kot moje. Hvala lepa. Občinski svet občine Kamnik podeljuje Marjanu Semprimožniku bronasto priznanje občine Kamnik za življenjsko delo in vrhunske uspehe na področju vodenja krajevne skupnosti, lokalne turistične organizacije, Gasilske zveze Kamnik in sodelovanje pri delu občinskega sveta. S svojim delom je uspešno pripomogel k razvoju kraja in občine ter gasilstva v občini Kamnik. Marjan Semprimožnik je primer zglednega aktivnega državljana, ki prosti čas posveča skupnosti in pri tej drži vztraja že dolga leta. Predsednik krajevne skupnosti Motnik je že 16 let, predsednik turističnega društva Motnik 10 let, en mandat je bil predsednik prostovoljnega gasilskega društva Motnik, 13 let je bil predsednik Gasilske zveze Kamnik do leta 2018. Od 1998 do 2014 pa je bil član občinskega sveta občine Kamnik in več odborov občinskega sveta. Vse 4 mandate se je zavzemal za razvoj podeželja in obnovo vasi v občini Kamnik. Zanj je značilna vztrajnost, trdna vizija, vsestranska delavnost in pogum pri uresničevanju ciljev. S svojim delom in prizadevanji je Marjan Semprimožnik dosegel uspehe, ki so tako kraj Motnik kot občino Kamnik pozitivno zaznamovale na področju turizma, kakovosti bivanja in predvsem na področju gasilstva. Veliko čast in zadovoljstvo je, ko sprejemam to bronasto priznanje občine Kamnik. Seveda bi se s prvega mesta zahvalil mojim predlagateljem, občinskemu svetu občini Kamnik, Kvijazu in pa seveda županu Mateju Slaparju, ki so razbrali moje poslanstvo in iz predlaganih videli moje delo. Upam, da bom tudi v bodoče lahko na nivoju lokalne skupnosti in širše opravljal to delo. Še enkrat hvala lepa. Iskrene čestitke vsem letošnjim nagrajenkam in nagrajencem. Več o njihovih dosežkih in prizadevanjih si lahko preberete tudi na uradni spletni strani občine Kamnik www.kamnik.si. Kultura smo ljudje, vsak od nas in vsi skupaj. Zavedajmo se, da ima vsak od nas moč, da kaj naredi. Nekateri imajo dar vodenja, zgleda, kot letošnji nagrajenci. Drugi imamo drugačne darove, a prav vsi jih imamo. Uporabimo jih za skupno dobro. V nas še živi Maistrov duh, duh, ki verjame v veličino in svobodo. Živimo ga. Srečno Kamnik, Maistrovo mesto.